Hvala lepa za uvod. Današnje predavanje pa bi začel z mislijo pionirke jedrske znanosti, gospe Marie Sklodowske-Curie, ki pravi: ničesar v življenju se ne bi smeli bati, ampak samo razumeti. Zdaj je čas, da razumemo več, zato da se lahko bojimo manj. In mislim, da prav ta misel najlepše opisuje to, kar je namen današnjega predavanja. Uvodoma bi vam rad predstavil nekaj pojmov, s katerimi se bomo srečevali tekom predavanja, da bo razumevanje naše današnje tematike nekoliko lažje. Nato se bomo sprehodili skozi pomen jedrske energije za ohranjanje narave. Pogledali si bomo zgradbo in delovanje jedrske elektrarne, pri tem bomo posebej pozorni na nekatere posebnosti, ki jih prinašajo napredni jedrski reaktorji, med katere sodijo tudi hitri reaktorji, s katerimi sem se ukvarjal v svojem delu. V zaključku pa si bomo pogledali, kako v jedrski tehniki obravnavamo težke nesreče, med katerimi je najpomembnejša težka nesreča s taljenjem sredice. Pogledali si bomo, katere fizikalni procesi se pri tem pojavijo, kako jih napovedujemo in kako jih preprečujemo. Na koncu pa bom na kratko predstavil še tisto, kar je jedrski varnosti prispevalo moje delo. Kot sem že omenil, na začetku se bomo spoznali z nekaterimi pojmi in prva zadeva, ki bi jo rad poudaril, je razlika med močjo in energijo. Pogosto se namreč te dva pojma zamenjujeta in nekoliko nejasno uporabljata. Tako da na tej prosojnici je prikazana tipična dinamika obratovanja nekega elektroenergetskega sistema. V tem primeru gre za tedensko obratovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. In vidite, ob določenih časovnih korakih lahko vidimo energijske tokove, ki prihajajo iz posameznega energetskega sistema, energetskega objekta v določenem času. Torej, moč je energijski tok, ki vstopa v nek sistem v določenem času. Kadar pa govorimo o energiji, pa moramo ta tok sešteti v nekem časovnem intervalu. Torej, zanima nas, koliko energije steče v nek sistem, v nek hranilnik, da na koncu dobimo energijo. Torej, prikazano na primeru, jedrska elektrarna obratuje s konstantno močjo 700 MW. Če želimo izračunati, koliko energije proizvede oziroma pretvori v enem tednu, to energijo pomnožimo z časom in to moč pomnožimo s časom in tako dobimo energijo. Naslednja skupina pojmov, ki jih bom uporabljal tekom svoje predstavitve, so shranjena oblika energije in pa prehodna oblika energije. To je zelo pomembno, predvsem, kadar govorimo o tem, zakaj elektriko ne moremo proizvajati oziroma električno energijo ne moremo zagotavljati na zalogo. Zakaj jo lahko proizvedemo v narekovajih v trenutku in porabimo v trenutku. Torej, tista oblika, ki jo lahko shranjujemo, je shranjena energija in je odvisna izključno od tega, v kakšnem stanju se nahaja sistem oziroma kakšen je njegov položaj. Če vzamemo na primer to steklenico, ko jo dvignem gor, ima ta steklenica neko delo, zaradi tega, ker sem ji povečal potencialno energijo. Torej, ko bi padala, bi lahko potencialno opravila neko delo. Ali če bi bila ta steklenica vroča, bi potencialno lahko iz te steklenice na okolico potekla neka toplota in to bi bila potem oblika prehodne energije. Torej, s prehodno energijo se srečujemo samo takrat, kadar se stanje v sistemu spreminja in pojavlja se izključno na meji sistema. No, zadnja skupina pojmov, ki bi jih rad opredelil, pa so primarni energijski viri in pa končna energija. Primarni energijski viri so tisti, ki v naš sistem, v energetsko oskrbo vstopajo kot surovi energenti. To je na primer premog, potem jedrsko gorivo, pa sončna energija, sončna svetloba, ki vstopa na naš planet, veter in pa energija voda. In potem, ko s tehnološkimi procesi to energijo pretvarjamo, jo pretvorimo do končne oblike energije, torej končne energije, ki pa je uporabna za uporabnika in ga potem lahko uporabimo v različne namene.
Tipični predstavniki takšne energije so na primer električna energija, potem toplota, ki jo uporabljamo za ogrevanje stavb, gorivo, ki ga točimo v naše avtomobile, in na primer plin, ki ga uporabljamo v industrijskih procesih. No, sedaj, ko smo opredelili pojme, pa se lahko posvetimo pomenu jedrske energije za ohranjanje narave. In kot prva misel, ki jo želim poudariti, je, da če želimo gledati v prihodnost, moramo vedeti, kje smo danes. Zato bomo najprej povedali nekaj o stanju na področju energetske oskrbe, ki je v Sloveniji danes. Torej, na levi vidite nek diagram, ki predstavlja, kakšni tokovi vstopajo v sistem energetske oskrbe v Sloveniji. Torej, kot smo prej govorili, na levi imamo primarno energijo, vidimo, da vstopa nekaj hidroenergije, potem nekaj obnovljivih virov energije, kot so recimo sončna svetloba, pa lahko bi bil veter. Imamo nekaj trdnih goriv, torej šoštanjski premog, in imamo neko jedrsko gorivo in seveda precej energije pride tudi preko mej sistema, torej na primer uvoz naftnih derivatov. Potem s tehnološkimi procesi te energente pretvorimo v končne oblike energije, ki se potem porabljajo v različnih energetskih sektorjih, kot so na primer gospodinjstva, industrija, promet in tako naprej. Torej, na desni pa vidimo, kakšna je struktura naših primarnih virov energije v Sloveniji. Torej vidimo, da približno 40% energije pridobimo iz naftnih derivatov, okoli 20% energije prihaja iz jedrskega goriva in okoli 10% energije prihaja iz premoga, hidroenergije in plina, v manjših deležih pa uporabljamo tudi sončno energijo in ostale obnovljive vire energije. Torej, če nadaljujemo z strukturo končne rabe energije, torej, če smo bili prej na levi strani tega diagrama, se sedaj pomaknemo na desno stran in najprej pogledamo, v katerih sektorjih se pravzaprav energija rabi. Vidimo, da približno 40% energije se rabi v prometu, dobra četrtina se rabi v industriji, slaba četrtina v gospodinjstvu in nekaj energije se porabi tudi v kategoriji ostala raba, kamor spada kmetijstvo, storitvene dejavnosti in podobno. No, na desni strani pa vidimo, v kakšni obliki se uporablja končna energija. Torej, ponovno so tekoča goriva zastopana z največjim deležem, skoraj 50%. Električna energija se kot končna energija uporablja v 21%, 15% končne energije porabimo iz obnovljivih virov in odpadkov in pa nekaj še v obliki plinastih goriv in toplote. Sedaj, ko vemo, kje smo, si moramo postaviti cilje, da vemo, kam gremo. Na prosojnici so prikazani cilji, ki so bili predstavljeni oziroma ki so del smernic trajnostnega razvoja OZN, podanih pod agendo 2030. Na tem mestu bi rad izpostavil samo nekaj ciljev, kot je, se pravi, cenovno dostopna in čista oskrba z energijo. Potem želimo dvigniti naše kakovostno izobraževanje, želimo imeti gospodarsko rast, želimo upravljati še eno celo skupino družbenih aktivnosti in seveda hkrati zagotavljati energijo dovolj poceni, da ne povzročamo revščine. In ko si pogledamo, kaj nam danes omogoča vse te storitve, ki smo jih prej navedli, oziroma vse tiste cilje, ki smo jih prej navedli. Prva kategorija, ki popisuje današnjo energetsko blaginjo, je visok energetski dobiček. Več o tem nekoliko kasneje. Naslednja pomembna stvar je stabilna in zanesljiva oskrba z energijo. Torej, vsakič, ko bomo porabnika priklopili na električno vtičnico, smo lahko skoraj gotovi in skoraj samo po sebi umevno je, da se nam bo mašinica zavrtela, da bomo lahko skuhali kavo in tako naprej. Zelo pomembno je tudi, da smo dobro povezani v
energetski sistem in da se dobro vključujejo posamezni porabniki, tako kot tudi proizvodne enote. In zadnja zelo pomembna točka je cenovno dostopna energija, kajti nič nam ne pomaga, če imamo zelo čisto, v narekovajih čisto energijo, če do nje večina prebivalstva ne more. In potem si pogledamo, kako pa sedaj doseči cilje, ki smo jih postavili na prejšnji prosojnici. Torej, prvi zelo pomemben korak in bi rekel kar najpomembnejši korak je, da povečamo energetsko učinkovitost. Kajti najbolj čista, najcenejša energija je tista, ki je sploh ne proizvedemo. Drugi pomemben korak je, da se lotimo defosilizacije primarnega sektorja. Torej, da v strukturi primarne energije poskušamo uporabljati čim več primarnih energentov, ki za seboj ne puščajo ogljičnega odtisa. In šele v tretjem koraku se lotimo prestrukturiranja rabe končne energije. Torej, ko bomo zagotovili, da bo naša končna energija ustvarjena, pretvorjena na način, ki bo minimalno vplival na okolje, takrat se lahko lotimo prestrukturiranja rabe končne energije. Primer tega je recimo elektrifikacija vozil. V zadnjem koraku pa je smiselno upoštevati tudi metode za zajemanje toplogrednih plinov iz atmosfere, kot so carbon capture, storage, carbon capture utilization in tako naprej. Torej, povedali smo, da je zagotavljanje oskrbe z električno energijo zelo pomemben del trajnostne prihodnosti, trajnosti in tako dalje. Tako da si najprej pogledamo, kakšne tehnologije so pravzaprav v Sloveniji trenutno sploh na voljo. Na voljo imamo vetrno energijo, sicer je ne izkoriščamo prav dosti in v resnici tudi v Sloveniji ne obstaja prav velik potencial za to tehnologijo. Imamo nameščeno kar precejšno moč fotonapetostnih elektrarn, imamo hidroelektrarne, imamo premogovne termoelektrarne, imamo eno jedrsko enoto in pa nekaj plinskih elektrarn z odprtim procesom. Pri tem je pomembno poudariti, da vsaka izmed teh tehnologij v našem elektroenergetskem sistemu opravlja svojo storitev. In ta storitev ni vedno samo zagotavljanje energije, samo zagotavljanje energijskega toka. Ampak, če vzamemo na primer plinsko elektrarno, v resnici večino časa takšna elektrarna stoji, ampak s tem ni nič narobe. Zato, ker plinske elektrarne so namenjene temu, da pokrivajo obdobja, kadar ostale elektrarne v sistemu niso sposobne zagotoviti dovolj energije, torej takrat, kadar imamo opravka z visokimi skoki v rabi, se pravi v obdobju vršne rabe, ali pa takrat, ko gre kaj narobe. Vzemimo potem jedrsko elektrarno. Jedrska elektrarna je v Sloveniji namenjena za to, da nam zagotavlja tisto pasovno energijo, se pravi konstanten del energije, ki jo rabimo konstantno, vsakodnevno. Premogovne termoelektrarne nam omogočajo te, bi rekel, prilagajanja proizvodnje energije v daljših časovnih obdobjih. Hidroelektrarne lahko opravljajo podobne storitve kot premogovne termoelektrarne in tudi plinske elektrarne, vendar so omejene z razpoložljivostjo vode, se pravi, koliko vode imamo sploh v reki. In na koncu nam ostanejo še vetrne in sončne elektrarne. Kot sem že omenil, v Sloveniji kaj dosti z vetrom ne moremo početi. Pri fotonapetostnih sončnih elektrarnah je pa tako, da delujejo samo takrat, ko je sonce. Vemo, da sonca vsaj polovico dneva že tako ni, ker je noč. Izkaže pa se, da zaradi oblačnosti in ostalih pojavov dejansko delujejo le okoli 12% časa oziroma proizvedejo toliko energije, kot bi delovale na nazivni moči le 12% leta. Torej, obnovljivi viri energije nam z vidika zagotavljanja stabilnosti energetskega sistema samo škodijo, a vendar niso nepomembni, kajti, kot boste videli kasneje, vseeno pomembno prispevajo k zniževanju izpustov toplogrednih plinov. Torej,
Na teh dveh diagramih so prikazani delež energije pretvorjene v letu 2022 in pa inštalirana moč objektov za oskrbo z električno energijo. Torej, na levi, kjer je prikazana energija, lahko vidimo, da smo približno 42% električne energije pridobili iz jedrske energije, približno 24% iz premoga in nekje 25% iz hidroenergije, nekaj pa so prispevale še ostale tehnologije. Medtem ko pogledamo, kakšno je stanje z inštalirano močjo v Sloveniji, ugotovimo, da imamo največjo moč inštalirano v obliki premogovnih elektrarn, sledijo hidroelektrarne, nato sončna energija, sončne elektrarne, jedrska elektrarna in pa plin. Se pravi, te dve strukturi se precej razlikujeta, ravno zaradi tega, ker moč ni enako energija in ker posamezne elektrarne upravljajo v sistemu popolnoma drugačne storitve. Če nadaljujemo še z podrobnejšo analizo, še po nekaterih drugih kazalnikih, ki opredeljujejo koristnost energije za ekonomijo, za oskrbo družbe ali pa po drugi strani škodljivo za okolje, ker vemo, da kakršnokoli pridobivanje energije oziroma če želimo, da je vsako pridobivanje energije oziroma pretvarjanje energije pusti nek vtis v okolju. Neke dejavnosti brez vtisa v okolju ne moremo početi. Torej, če se najprej posvetimo izpustu toplogrednih plinov in številu smrti, ki jih povzroči delovanje neke tehnologije, je kmalu jasno, da so tiste tehnologije, ki so pri tem dejavniku najbolj kritične, plinske elektrarne in pa termoelektrarne. Podobno velja tudi za število smrti. Pri tem bi dodal še to, da je v tem diagramu seveda zajeto tudi število mrtvih zaradi posledic vseh jedrskih nesreč oziroma vseh 3 jedrskih nesreč, torej 3 Mile Island, Fukushima Daiichi in pa Černobil. Naslednji zelo pomemben dejavnik je energetski dobiček. Kaj energetski dobiček je? V angleščini se temu reče Energy Return on Energy Invested. In ta kazalnik predstavlja razmerje med pridobljeno in vloženo eksergijo. Kaj je eksergija? Eksergija je uporabna energija, ki jo v bistvu dobimo. Vemo, da energija, ki jo recimo jedrska elektrarna proizvaja oziroma pretvarja, kot bomo videli kasneje, 2/3 se izgubi v okolico in 1/3 se dejansko pretvori v električno energijo. Torej, eksergija je uporabna energija in ROI predstavlja razmerje med pridobljeno in vloženo energijo. Malo bolj plastično si lahko predstavljamo ta podatek tako, da na primer, če človek sam sadi poljščine, porabi za pridelavo neke poljščine približno 1 enoto energije in jo s poljščino pridela tam 2 enoti. Torej, ROI takšnega procesa je 2. In tukaj so pa zdaj prikazani ROI za ostale tehnologije. In zakaj je ta ROI pomemben? Je zato, ker je na nek način pomemben kazalnik za razvoj družbe oziroma za sposobnost družbe, da opravlja določene storitve. Vidimo, da če je ROI nizek, se večino družbe ukvarja, jasno, s proizvodnjo energije. Torej, ROI okoli 1 se pomeni, da zagotavlja upravljanje zgolj pridobivanje energentov, potem, če želimo imeti nek transport, moramo imeti zagotovljeno z našo tehnologijo pridobivanja energije oziroma oskrbe z energijo ROI 2 in tako dalje, do tistih najvišjih družbenih storitev, kot so umetnost, zdravstvo in izobraževanje, ki zahtevajo največji faktor ROI. Torej,
današnjo energetsko blaginjo, današnji energetski dobiček večinoma zagotavljamo s fosilnimi viri energije, torej s termoelektrarnami, plinskimi elektrarnami. In študije kažejo, da za ohranjanje današnjega standarda je potreben ROI 7. In vidimo, da recimo, če bi želeli energijo zagotavljati izključno z obnovljivimi viri energije, bi tu že nastala težava, saj bi dejansko se prevelik delež prebivalstva ukvarjal z proizvodnjo energije. Tako. Naslednji dejavnik je izkoriščenost, razpoložljivost, o katerem smo že govorili nekaj prej. In dejansko pomeni to, da določena tehnologija lahko deluje samo določen čas, takrat, ko ima na voljo vire. To je lepo razvidno iz primera Francije in Nemčije. Francija ima temelji njihov elektroenergetski sistem na izkoriščanju jedrske energije, ki je nizkoogljična in ima visoko razpoložljivost, okoli 90%. Nemčija pa je planirala oziroma planira doseči trajnostne cilje za uporabo obnovljivih virov energije, ki imajo razpoložljivost, se pravi sončna energija okoli 12%, vetrna energija okoli do 25%, in je jasno, da morajo preostalo energijo zagotavljati iz fosilnih virov, zato v povprečju njihov ogljični odtis še vedno močno presega ne samo ogljični odtis Francije, ampak tudi ogljični odtis ostalih držav, ki niso toliko vlagale v razvoj obnovljivih virov energije. Naslednji zelo pomemben dejavnik je raba prostora, torej koliko prostora porabimo za posamezno tehnologijo. Tukaj ponovno vidimo, da so tehnologije, ki izkoriščajo energijsko redke vire, kot je recimo sončno sevanje, vetrna energija in podobno, zahtevajo ogromne površine. Poleg tega, kot smo že prej omenili, izkoriščenost, je potrebna predimenzioniranost samih proizvodnih enot, zato se njihova zahtevana površina še toliko poveča. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zaradi ohranjanja biodiverzitete. Biodiverziteta je pestrost vsega živega. S tem, ko porabljamo prostor za gradnjo energetskih objektov, krčimo prostor za našo živo naravo. Torej, projekcije kažejo, da če bi Slovenija prešla na oskrbo iz 100% obnovljivimi viri, bi bilo potrebno vsaj en del teh tehnologij postaviti na območja zaščitena pod Naturo 2000, kar bi pomenilo ogrožanje biotske pestrosti. Zakaj je biotska pestrost zelo pomembna? Zato, ker ne samo, da nam živalstvo in rastlinstvo omogoča lepote, kakršne imamo v Sloveniji, vendar so te organizmi zelo pomembni, ker zagotavljajo naravni ponor ogljikovega dioksida, produkcijo hrane, kroženje hranilnih snovi in regulacijo temperature v atmosferi. Ko upoštevamo vse predstavljene parametre, ugotovimo, da je jedrska energija žal ali pa na srečo edina razpoložljiva in enakovredna alternativa fosilnim virom energije. Zato je pomembno, da se tovrstno izkoriščanje energije dodatno razvija in išče napredne rešitve. Torej, napredni jedrski reaktorji so reaktorji, ki naslavljajo glavne pomanjkljivosti današnjih reaktorjev, in te pomanjkljivosti so predvsem, da današnji reaktorji ne omogočajo izrabe naravnega urana, ampak omogočajo predvsem izrabo urana 235, ki je v naravnem uranu prisoten v zelo majhnem procentu, več o tem kasneje. Potem zaradi nizke temperature, relativno nizke temperature na izstopu iz reaktorja, takšni reaktorji ne omogočajo oskrbe v energetsko intenzivni industriji, ki zahteva visoke temperature. Prav tako
zaradi svoje velikosti in nekaterih drugih značilnosti današnji reaktorji sicer omogočajo dinamično obratovanje, vendar ne omogočajo tako enostavnega in dinamičnega obratovanja, kot bomo to potrebovali v prihodnosti. In pa seveda morajo napredni reaktorji zagotavljati tudi, da je sama zgradba reaktorja takšna, da otežuje rabo jedrske energije v vojaške namene. In zato so se oblikovale neke glavne zahteve, tehnične zahteve za oblikovanje zasnovo teh naprednih reaktorjev, ki nagovarjajo te namene, ki sem jih predstavil prej. Torej, zahtevamo visoko stopnjo izrabe goriva, kar pomeni, da mora biti reaktor sposoben izrabljati večji delež naravnega oziroma izotopa urana 238, ki je v veliki večini prisoten v naravnem uranu. Potrebujemo višje temperature na izstopu iz reaktorja, seveda izboljšana jedrska varnost je tako ali tako vedno prisotna, in pa zaradi zahtev po dinamičnem obratovanju želimo manjšo sredico, manjšo nazivno moč, ker se bomo tako lažje prilagajali spremembam v omrežju. In uran in plutonij morata biti v mešanici, s čimer se izognemo oziroma močno otežimo možnost izrabe takšnih reaktorjev v vojaške namene. In ena izmed takšnih tehnologij, ki naslavlja predvsem prva dva namena, je hitri z natrijem hlajeni reaktor, ki sem ga obravnaval tudi v svojem delu. Pa vseeno na začetku, če se najprej posvetimo kar zgradbi in delovanju običajne jedrske elektrarne, torej takšne, ki je v Krškem, tako da si bomo najprej pogledali zgradbo in delovanje konvencionalnega jedrskega reaktorja. In ker smo danes v muzeju, bi vseeno najprej predstavil najstarejši fizijski jedrski reaktor na svetu. Je popolnoma naravnega izvora, nahaja se v Srednji Afriki in je bil odkrit v 70. letih prejšnjega stoletja. Kako je nastal? Kot boste videli kasneje, za kontrolirano jedrsko reakcijo ne potrebujemo nič drugega kot primerno koncentracijo urana in primerno široke reže, da se med jedri urana vzpostavi primerno debela plast vode, ki primerno upočasni nevtrone, kar omogoča nastanek jedrske cepitve. Tako, in smo že pri točki, ko se potrebujemo pogovoriti, kaj sploh je jedrska energija. Kje je sploh shranjena in kako jo izkoriščamo. Torej, energija je v jedrskih elektrarnah, ali pa jedrska energija je shranjena v jedrski vezi, to pomeni med gradniki atoma, ki so protoni, nevtroni, elektroni in tako naprej. In če želimo priti do te energije, je to vez potrebno sprostiti, odpreti, cepiti. Kako to storimo? Ja, tako, da v jedro izstrelimo oziroma obsevamo z nekim delcem, nevtronom. Ta nevtron povzroči cepitev. Ko se zgodi cepitev, seveda iz prejšnjega jedra odletijo najrazličnejši delci in žarki in tako dalje, kot so neki nevtroni, potem neka novo nastala jedra in neki fotoni, se pravi neki elektromagnetski žarki in tako dalje. In vse to potem trka v stene reaktorja, kar dejansko ustvarja toploto, ki jo kasneje izkoriščamo za pretvorbo v električno energijo. In kaj je potrebno za to cepitev? Torej, potrebujemo dovolj veliko gostoto teh jeder, da elektroni ta jedra sploh najdejo, in pa potrebujemo nevtrone, ki imajo primerno hitrost, da bodo to jedro razbili. Tako, jedra, ki se uporabljajo v jedrskih reaktorjih, ki temeljijo na pojavu fisije, so ponavadi jedra urana ali plutonija. V jedrskem gorivu imamo v glavnem dve različni skupini jeder, to so cepljiva jedra in pa oplodna jedra. Cepljiva jedra so tista, ki dejansko
v največji meri oziroma ki dejansko vršijo fisijo. To so jedra urana 235, plutonija 239, plutonija 241. In kar je pomembno je to, da je v naravnem uranu tovrstnih jeder samo 0,7%, kar pa ni dovolj za izrabo v običajnih reaktorjih. Zato je potrebno ta jedra zgostiti, obogatiti, da pridemo do 3 do 5% v samem jedrskem gorivu. Torej, samo cepljiva jedra se lahko cepijo na tak način. Druga vrsta jeder so pa oplodna jedra. Ta jedra pa v tem koraku lahko rečemo, da v reaktorju ne počnejo nič, ampak so samo nek buffer. S tem sicer ni čisto tako, ampak za osnovno razumevanje lahko uporabimo ta približek. Torej, v kakšni obliki so ta jedra vstavljena v reaktor? Jedrsko gorivo je v obliki takšnih tabletk, kot so tudi tukaj na sliki. Nato so te tabletke vstavljene v gorivne palice. Gorivne palice sestavimo v takšne elemente in elementi so vstavljeni potem v reaktorsko posodo, v kateri je voda, ki je pogoj, da imamo primerno hitrost nevtronov, torej moderacijo nevtronov, da poteka takšna reakcija. Na tem mestu lahko opomnim še to, da v vseh reaktorjih ni nujno, da je gorivo v obliki tabletk, ampak v nekaterih naprednih reaktorjih obstaja tudi gorivo v obliki krogel, ampak to presega obseg današnjega predavanja. Zanimivo je dodati še to, da gorivni element, ki ga vstavimo v reaktor, na začetku gorivnega cikla popolnoma enak tudi odvzamemo iz gorivnega cikla. Torej, na prvi pogled se z njim ne dogaja nič, čeprav je v svojem življenju sprostil ogromne količine energije in omogočil ugodno življenje kar precej ljudem. Vso gorivo, ki smo ga do zdaj porabili oziroma uporabili v Nuklearni elektrarni Krško, je bilo do letošnjega leta shranjeno v bazenu velikosti 16 metrov krat 8 metrov in globine 12 metrov. Pretvori se pa v nek približno 2 kilograma takšnega goriva na dan. Ok, se pravi, zdaj smo se naučili, kako pridemo iz jedrske vezi do toplote. Zdaj se moramo pa še naučiti, kako to toploto sploh pretvorimo v električno energijo. To pa počnemo z energetskim sistemom. Takšen energetski sistem je prikazan na sliki, to je shema jedrske elektrarne v Krškem. Torej, jedrska reakcija se dogaja v jedrskem reaktorju, tu torej nastaja toplota. In ta toplota ogreje vodo, ki se pretaka po primarnem krogu. Meja med primarnim in sekundarnim krogom, ki sta popolnoma ločena, je uparjalnik. V uparjalniku pa se dogaja to, da vroča voda iz primarnega kroga segreva vodo v sekundarnem krogu, tam se voda seveda močno segreje, iz kapljevine se pretvori v plinasto agregatno stanje, v paro, pri tem se ji močno poveča prostornina, zato se v enakem preseku para močno pospeši in hitrost te pare nato izkoriščamo na parni turbini. Torej, na parni turbini se v pretočnih kanalih oziroma na lopatkah para ustavi, poganja lopatke turbine in se na tak način pretvori v kinetično energijo. V naslednjem koraku pa se ta naš energijski tok razdeli v dve smeri. Se pravi, eden energijski tok predstavlja vrtenje naše gredi, ta gred poganja električni generator in električni generator ustvari električno energijo, ki jo potem distribuiramo v električno omrežje. Te energije je v primerjavi z energijo, ki smo jo pridobili v reaktorju, zgolj 34%.
Preostala, bi rekel, toplota pa se porazdeli v kondenzatorju, kjer se prenese na okolico, se pravi v reko ali pa v hladilne stolpe s pomočjo tretjega kroga. Torej, tretji krog zagotavlja hlajenje kondenzatorja, v katerem para kondenzira in ta kondenzacija pare ustvarja vakuum, ki se pravi vleče paro preko turbine. Dobro, tako deluje torej konvencionalna jedrska elektrarna in jaz sem se v svoji nalogi ukvarjal z hitrimi reaktorji, hlajenimi z natrijem, ki se kar precej razlikujejo od konvencionalne elektrarne. Zdaj, na tej prosojnici sta prikazana dva primera tovrstnega reaktorja. To je Superphénix v Franciji, ki je sedaj že zaprt. Na desni pa je edina obratujoča komercialna elektrarna z hitrim reaktorjem, hlajenim z natrijem na svetu. To je jedrska elektrarna Belojarsk v Rusiji. Če si pogledamo, kako takšen reaktor deluje, torej toploto ponovno pridobivamo v sredici. Pri tem je pomembna razlika, da sredice ne hladimo z vodo, temveč jo hladimo s tekočim natrijem in na to toploto tega natrija v prvem krogu prevzame tekoči natrij, ki se pretaka po drugem krogu. Torej imamo dva kroga z natrijem in šele v tretjem krogu se toplota iz natrija prenese na vodo, se pravi toplota iz natrija opari vodo in ponovno imamo turbino, kondenzator in tako naprej. Zakaj dva natrijeva kroga? Zato, ker nikakor ne želimo, da voda in natrij prideta v stik, ker nastane taka burna kemijska reakcija, kar bi lahko posledično porušilo ponor toplote oziroma povzročilo, da bi se sredica začela taliti, pregrevati in zato imamo ločen natrijev krog, da tudi če gre tukaj na strani uparjalnika karkoli narobe, imamo še vedno zagotovljeno hlajenje z natrijem v primarnem krogu. Na levi imamo navedenih še nekaj pomembnih razlik v primerjavi z konvencionalnimi tehnologijami. Torej, v hitrih reaktorjih ni moderatorja, smo rekli, da prej je bil moderator voda, tukaj imamo tekoči natrij, ki je za nevtrone praktično prosojen, torej jih ne upočasnjuje. Seveda zaradi tega, ker nimamo v prvem primarnem krogu vode, imamo natrij, je drugo tudi reaktorsko hladilo in pa imamo tudi višjo obratovalno temperaturo, torej namesto 320 stopinj Celzija obratujemo pri 550 stopinj Celzija, da smo dovolj visoko nad tališčem natrija. Prav tako pa so nižji tudi tlaki v primarnem krogu. Če v neko govorimo o tlaku okoli 80 barov, imamo v hitrih reaktorjih tlak tam okoli 5 barov. Kot bomo kasneje videli, imamo tudi večjo stopnjo izrabe urana, ker lahko izkoriščamo tudi uran 238. Če smo prej govorili, da izkoristimo samo 3 do 5% goriva, v tem primeru lahko izkoristimo tudi tam do 60%. Prav zaradi tega efekta pa imamo tudi krajšo razpolovno dobo samega jedrskega goriva. Torej, dosežemo enako toksičnost, kot jo ima uranova ruda, ne po 10 000 letih, temveč že zgolj po nekaj 100 letih. Pri tem je potrebno dodati, da ta številka upošteva tudi nekatere druge napredne postopke obdelave izrabljenega jedrskega goriva. Kaj omogoča hitrim reaktorjem, da lahko izkoriščajo uran 238? Na tej sliki je prikazana, malo bolj celostno prikazana interakcija med jedrom in pa nevtronom. Torej, v reaktorjih v splošnem
lahko nastaja interakcija, katere rezultat je cepitev, lahko pa nevtron jedro zajame in potem po določenih razpadih nastane novo jedro. In predvsem sta pomembni dve jedri za hitre reaktorje, hlajene z natrijem. Torej, pomembno je jedro plutonij 239, ki je cepljivo jedro, kot smo rekli na začetku, in pa uran 238. Pri cepitvi, kot smo povedali že prej, nastanejo nevtroni. In če ima ta nevtron na svoji poti na voljo cepljivo jedro, bo povzročilo fisijo, se pravi naslednjo cepitev. Če pa ta nevtron, ki nastane ob fisiji, zadane ob neko plodno jedro, recimo uran 238, pa lahko po radioaktivnem razpadu nastane novo cepljivo jedro, se pravi jedrsko gorivo. In prav ta efekt izkoriščajo hitri jedrski reaktorji. Sicer je tak efekt značilen tudi za Krško, vendar bom sedaj razložil, zakaj v Krškem ni mogoče izkoriščati oziroma proizvajati jedrskega goriva v takšni obliki. Torej v Krškem imamo, ker imamo prisotno vodo, moderator, počasne termične nevtrone in v tem primeru je ob interakciji nevtrona z nekim jedrom zelo verjetna cepitev in zato imamo lahko v sredici tudi manj cepljivih jeder, se pravi, obogatitev je tam do 5%. Pomembno pa je to, da se v tem primeru sprosti le 2,5 nevtrona, se pravi povprečno. Lahko se sprosti en nevtron, lahko se dva, lahko se tri in ko te zadeve povprečimo, pridemo do številke 2,5. Medtem ko pa v hitrih reaktorjih, kjer ni moderatorja, je cepitev sicer manj verjetna, zato imamo tipično više koncentracije jeder v sredici, tam do okoli 20%, vendar pa povprečno nastane večje število nevtronov, tam okoli 2,8. In kaj to pomeni? To pomeni, da imamo v sredici velik presežek nevtronov, ki želijo zbežati ven iz naše sredice. In to je zelo uporabno, če okoli naše sredice naložimo oplodna jedra, ki bodo te nevtrone ujela in po določenem času bo iz teh jeder nastalo novo fisijsko gorivo. In na tak način lahko dejansko iz urana 235 po naravni poti pridelujemo uran 238 in zagotovimo bolj trajnostno in učinkovito rabo jedrskega goriva. Tako, zdaj si pa še pogledajmo primer, zelo hipotetičen primer, ko bi v takšnem reaktorju šlo nekaj narobe. Torej, jasno je, da bo sprožilec takega dogodka neka serija nepovezanih napak, vedno je za težko nesrečo potrebno veliko število popolnoma neodvisnih napak v elektrarni in to lahko povzroči na primer izgubo pretoka hladila ali pa izgubo ponora toplote ali pa nenadno povečanje moči v sredici. Kaj se takrat zgodi? Sredica se zaradi visoke generacije toplote začne taliti. Če si predstavljate to sredico, ki ima okoli nek ščit absorberjev, zato da nadzorujemo reakcijo, se ji kar naenkrat spremeni geometrija. To pomeni, da se lahko reaktivnost v sredici poveča, kar seveda ni zaželjeno, saj s tem izgubimo nadzor nad reakcijo. In posledično je potrebno v hitrih reaktorjih to talino čim prej izločiti iz sredice. Tako. In to storimo s takšnimi padnimi cevmi, ki dejansko odstranjujejo hipotetično nastalo talino iz sredice v območje hladila, torej tekočega natrija.
In pri tem nastane nova težava, saj ima talina izredno visoko temperaturo in kadar imamo veliko temperaturno razliko, se med talino in hladilom pojavi velik toplotni tok, ki je običajno povezan z uparjanjem. Uparjanje pa vemo, da je z uparjanjem pa vemo, da je povezano zelo velika sprememba prostornine. Torej, če je bila prej kapljevina neka snov v kapljevitem stanju in jo sedaj uparimo, je običajno ta para kar 1000-krat večja. Zato to pomeni, da nastanejo zelo velike tlačne obremenitve na okolico in če hladilo sedaj nima dovolj časa, da se tlačno razbremeni, lahko nastane parna eksplozija. In parna eksplozija je pomembno vedeti, da ni omejena na jedrsko tehniko, ampak se pojavlja tudi drugod v naravi, kot je na primer tule v nekem oceanu, kjer se vanj zliva lava. Ima pa značilne pogoje za nastanek in to je dovolj vroč razcepek taline. Prav tako mora biti zagotovljena tudi dovolj velika površina, to pomeni, da potrebujemo veliko število majhnih razcepkov in pa značilno je, da je zelo intenziven prenos toplote. Za primer lahko povem, da je parna eksplozija v vodi oziroma da so toplotni tokovi značilni za parno eksplozijo v vodi približno 1000-krat tolikšni, kot je moč indukcijskega kuhalnika. Torej, če bi na enaki površini indukcijskega kuhalnika lahko proizvedli 1000-krat večjo moč ali pa približno 100-krat tolikšno moč, kot jo imamo v uparjalniku v Krški elektrarni. Tako. Kaj pa to sedaj pomeni za jedrsko elektrarno? Torej, ob parni eksploziji nastanejo ogromne tlačne obremenitve na strukturo zadrževalnega hrama. Zadrževalni hram je stavba, ki ščiti okolico pred izhodom radioaktivnih snovi iz reaktorja. In če neka stvar predstavlja nevarnost porušitve oziroma nevarnost izpusta radioaktivnih snovi v okolico, se to po jedrski varnosti ne sme zgoditi. Torej, elektrarna mora biti vedno zgrajena tako, da pogoji za parno eksplozijo niso mogoči. Kako pa mi zdaj ugotavljamo, kdaj sploh nastopijo taki pogoji? Ja, pri tem se poslužujemo mehanistične analize. Mehanistična analiza pa tipično sledi 3 ključnim fokusnim področjem. Prvo področje je prepoznava poti nezgod. Torej, če mi želimo neko nesrečo preprečiti, moramo najprej vedeti, kako poteka. Zelo pomembno je torej, da vemo, kateri so tisti prožilci oziroma kateri so tisti pogoji, ki nas bodo vodili v nadaljnjo parno eksplozijo. Naslednjo področje je, da sedaj, ko vemo, kaj so te sprožilci, opredelimo, kakšne spremembe morajo biti narejene, da se takšni pogoji ne bodo vzpostavili in v zadnjem poglavju, v zadnjem fokusnem področju pa moramo seveda opredeliti, do katere meje oziroma kje so meje naše zasnove, se pravi, kakšni dogodki pa bi kljub našim prizadevanjem lahko vseeno z točno določeno verjetnostjo povzročili takšen rezultat. In za vse to so potrebna orodja za napovedovanje interakcije taline s hladilom. In seveda ne moremo eksperimentirati v velikih elektrarnah in tam taliti sredice in podobno. Zato se poslužujemo metod računalniških simulacij. In eden izmed rezultatov je prikazan tudi tukaj na prosojnici. Torej, interakcija taline s hladilom je zelo kompleksen pojav. Gre za večfazni sistem kapljevine, pare in pa trdnih delcev. In zato ga moramo obravnavati s posebnimi sistemskimi modeli, s posebnimi sistemskimi kodami. In te kode
posamezne fizikalne pojave in procese modelirajo s korelacijami. Korelacije so na nek način kot nekakšni black box modeli. Torej, na podlagi nekih razmer potem direktno napovejo, kakšen bo rezultat, brez da bi upoštevali dejansko fiziko problema. In takšni black box modeli se vedno merjajo na eksperimentalnih podatkih, ker pa so eksperimenti z natrijem izredno zahtevni, saj je natrij zelo kemijsko reaktiven in hkrati tudi neporozen. Eksperimenti v takšnih pogojih z natrijem niso na voljo. In odlično alternativo predstavlja detaljno modeliranje z računalniško dinamiko tekočin, ki bi lahko nudilo vpogled v takšne mehanizme prenosa toplote in snovi v razmerah, kakršne so tudi v parni eksploziji. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zato, ker računalniška dinamika tekočin omogoča, da se spustimo, oziroma taki detaljni modeli omogoča, da se spustimo eden nivo nižje, kjer so sami fizikalni procesi zelo podobni, se pravi, tako v natriju kot v vodi, in zato lahko na osnovi eksperimentov z vodo validiramo naše modele in z njimi napovemo, kako se bo potekal pojav v natriju in s tem pripravimo korelacije za sistemske modele. Kako pa takšen model snujemo? Prva faza je vedno, da postavimo fizikalni model, nato opišemo matematični model in v zadnjem koraku pripravimo še numerične metode, s katerimi rešujemo matematični model. In seveda je potrebno potem naš model tudi podrobno preveriti na eksperimentalnih podatkih. In v našem primeru smo za osnovo privzeli eksperiment TREPAM, ki v bistvu predstavlja interakcijo med enim samim delcem in pa hladilom v času nastanka parne eksplozije. Torej, delec je ponazorjen oziroma predstavljen za neko vročo žičko, ki potem potuje skozi vodo. In zdaj, če si pogledamo najprej, kako smo oblikovali fizikalni model, torej na levi je slika eksperimenta, na desni pa imamo naš fizikalni model. Torej, najprej smo si pogledali sploh, kateri so tisti fizikalni procesi, ki sploh nastopajo tu. Mi smo rekli, da nastopa plastno parjenje, pa kondenzacija, pa na medfazni meji imamo neke vplive turbulence, vplive površinskih napetosti, pa tako naprej. Se pravi, izberemo si, kaj bomo sploh opazovali in pa uvedemo tudi poenostavitve, ki nam omogočajo, da takšen kompleksen primer sploh lahko modeliramo. V našem primeru so bile to recimo, da smo obravnavali v 2D, da smo uporabljali nestisljiv tok in uvedli smo še nekatere druge posebne robne pogoje. Nato vse naštete pojave opišemo z enačbami. Tukaj so pač podane enačbe, ki sem jih uporabil jaz v mojem modelu. Zdaj, jaz sem se posebej ukvarjal samo s tema dvema členoma. Vse ostalo je v bistvu tisto, kar je na voljo že v komercialnih kodah. In v zadnjem koraku prejšnje enačbe, ki so izredno težko analitično rešljive, diskretiziramo. To pomeni, da prostor razdelimo na več manjših delčkov in potem računamo približne tokove po teh ploskvah volumnov in rešujemo iterativno s približki in tako dalje, kar nam, kot sem rekel, omogoča reševanje tistih zahtevnih enačb. In takšno delo je računsko kar precej zahtevno, zato sem si pri delu pomagal tudi z superračunalnikom na odseku za reaktorsko tehniko na Inštitutu Jožef Stefan. Posamezen primer sem na 40 procesorjih računal približno 3 dni. No, in zdaj je tu
na tej prosojnici je prikazan en tak vzorčen rezultat tovrstnih simulacij. Torej, tukaj lahko vidite, kako se v bistvu uparja kapljevina okoli tega delca, vročega delca. Kar je tukaj zanimivo, je to, da lahko vidimo kar precej bolj detaljne pojave v toku, kot jih lahko vidimo z eksperimentom. Recimo v eksperimentu lahko vidimo samo obliko te pare, tukaj pa lahko vidimo še recimo neke hitrostne razmere ali pa kot v nadaljevanju točne temperaturne profile in točno na katerih mestih prihaja do parjenja, kakšni so toplotni tokovi in tako naprej. Torej, tovrstne simulacije omogočajo podrobnejšo analizo toka, a vendar morajo biti vedno umerjene na eksperimentalnih podatkih. Zdaj, v zaključku pa bi rad še poudaril, kaj je bil dejansko prispevek mojega magistrskega dela. Torej, v magistrskem delu smo predstavili fizikalno analizo razmer med interakcijo taline s hladilom. Oblikovali smo en lasten numerični model. Simulacije so temeljile na eksperimentu Trepam in v prvem koraku smo se simulacij lotili z obstoječimi metodami in pristopi. Nato smo te metode podrobno analizirali in ugotovili v bistvu, kje so glavne pomanjkljivosti teh metod in zakaj obstajajo. In na podlagi te analize smo potem razvili lastno izboljšavo. V bistvu gre za originalni model za napovedovanje faznega prehoda, torej model napoveduje, kako se oparja in kondenzira ta para, ki nastaja ob interakciji taline s hladivom. To smo naredili tako, da smo, kot sem že rekel, izbrali dva najboljša pristopa, ki smo jih zaznali v analizi literature in pa obstoječih primerov. Potem smo te dva pristopa sklopili, najprej na papir, potem smo zadevo prevedli v nek programski jezik in pa najprej je bilo potrebno preveriti, če koda sploh pravilno deluje, če dela tisto, kar želimo, in nato še, če pravilno rešuje fizikalni pojav. To smo preverjali na nekem analitičnem problemu in v zadnjem koraku smo kodo še uporabljali in testirali na eksperimentalnih podatkih. Torej, če povzamem, je bil glavni prispevek mojega magistrskega dela predlog novega pristopa za napovedovanje intenzitete prenosa toplote med interakcijo taline s hladilom v ekstremnih pogojih, kakršni nastanejo med parno eksplozijo. In če v zaključku ponovno povzamem še, kaj smo se danes naučili, bi rad poudaril, da je jedrska energija edina razpoložljiva in enakovredna alternativa fosilnim virom energije. Pomembno je, da razvoj naprednih reaktorjev omogoča uporabo jedrske energije v novih energetskih panogah. In pa zlasti pomembno pri teh naprednih reaktorjih, da omogočajo rabo večjega deleža naravnega urana, kar v bistvu pomeni, da uran postane skoraj neomejen energijski vir z vidika človeštva, ker potrebno se zavedati, da tudi gorivo, ki je danes v skladiščih, se pravi izrabljeno gorivo, je zelo pomemben vir lahko za te reaktorje. Torej, še vedno imate tam noter 95% urana, ki bi ga lahko skurili še v takšnih reaktorjih. Z vidika težkih nesreč je pomembno to, da je zelo pomembno, da v hitrih reaktorjih potrebujemo takoj izločiti talino iz sredice. In pa seveda pri tem nastane nov problem, se pravi interakcija taline s hladilom lahko, če elektrarna ni pravilno zasnovana, rezultira v nekem neželenem dogodku. In pa čisto kot zadnja točka, sem
torej je ta, da sem v magistrskem delu predlagal nov pristop za modeliranje interakcije razcepka teline z reaktorskim hladilom. Tako da, hvala lepa, zdaj pa čas za vprašanje.